Spoštovani vsi izbranci, srčno pozdravljeni na današnji, bom rekla, posebnem večeru, kjer je šla pesniška zbirka naše članice, gospe Marije Kredit. Zelo smo ponosni na to. In vesela sem, da ste se odzvali našemu vabilu. Pravijo, da je glasba vedno tista, ki najlepše popelje v začetek. In danes smo med nas povabili učenko glasbene šole Brežice, Lucijo Pšeničnik, ki bo nam izvedla kulturni program. Da so cite res nekaj nežnega, da jim zvabijo tiste tone, ki v nas dvignejo še več čustev, da je atmosfera toliko lepša. Mal spominček na ta večer. Hvala ti in da imaš rada citre in da jih lepo igraš tudi naprej. Enako tudi iskrena hvala profesorici, tako pa še drugice priporoča. Hvala. Društvo je nastalo 1987 leta, torej delujemo že dobrih 33 let in pa 2005 smo dobili status humanitarne organizacije. Vsa ta leta se trudimo, da ozaveščamo ne samo naše bolnike, diabetike, ampak tudi njihove svojce in pa vse, ki se želijo na tem področju izobraževati. Tako organiziramo razna posvetovanja, seminarje, delavnice. Imamo tudi vrsto drugih aktivnosti, s katerimi hočemo učiti naše člane živeti zdravo. Tako organiziramo 7-dnevni zdravstveni program v Strunjanu, v Dolenjskih Toplicah, potem imamo pohode, izlete in še takšnih aktivnosti, kjer nam število vse bolj in bolj raste in danes imamo 509 članov iz 3 občin, torej Brežice, Krško in Sevnica. In vsakega, ki se vpiše na novo, smo zelo veseli. Vendar pa si trudimo v društvu, ne samo, da bi ozaveščali in pa skrbeli za aktivno življenje, želimo tudi tkati nitke kulture. V zadnjih 2 leti nam to, bom rekla, zelo uspeva. Zakaj? Zato, ker smo ugotovili, da med našim članstvom imamo izredno sposobne ljudi na različnih kulturnih področjih. Tako na področju likovnega ustvarjanja, glasbe, pisanja romanov, gledaliških predstav, režisiranje teh nastopov. Skratka, ponosni smo na to. Pred nekaj meseci pa smo čisto slučajno ugotovili, da je med nami tudi članica, ki piše zanimive pesmi. In ko mi je tako nekega dne, tako zadrego rekla, poglej, moje pesmi mi pove, kaj meniš v njih. Moram reči, da so mi sedle na srce. Te pesmi so resnično dragocen mozaik spominov z njene življenjske poti, ki je preživela do sedaj. V teh pesmi se odraža moč opažanja, čustvovanja, življenja ljudi in dogodke.
ki jih je znala tako spretno stkati v verze in te verze zapisati v zveščič. In ko smo jih prosili, če nam dovoli, da jih zberemo, uredimo v zbirko, je privolila. In danes je tisti večer, kjer smo mi, posebej pa ona, verjetno zelo vesela, da je tak svečan trenutek, da nam bo lahko predstavila te pesmi oziroma povedala tudi kaj več o svojem življenju, ki ga je obelodanila v vsebini teh pesmi. Zato prosim gospod Nevadec, tudi ona je naša članica, kot veste, je tudi pisateljica in bo z njo opravila razgovor, kjer nam boste mogoče malo več odkrili do srčnostih pesmi in pa vsebino in pa tudi koške življenja, ki ste ga preživeli v obdobju. Tam je bila pomota v napovedniku iz Opodja. Življenje nam udira kolesnice po svoje. Včasih nam je to všeč, velikokrat pa ne. In bi mi raje krenili v drugo smer. Pa so kolesnice pregloboko zarezane, da bi mogli izstopiti. In sedaj bom vprašala avtorico, gospo Marijo Kerin. Ali ste tudi vi kdaj pomislili, da vam kolesnice, po katerih stopate, ne ponujajo tistega, kar si želite? Ja, je že tako, da življenje ubira svoje poti in ne gre vedno v tisto smer, ko mi želimo. Ne? Vprašanje. Človek, kam tako hitiš? Neprestano čas loviš. Kam se ti tako mudi, da za prijatelje več časa ni? Daj, vsaj malo se ustavi, naredi si premik v glavi. Veš, sreče v denarju ni, pomembne druge so reči. Sreča je ljubezen prava, prijateljstvo, če je treba, tudi sprava. Če tem stvarem boš prednost dal, dosti mirneje boš spal. Kako je prišlo do tega, da ste začeli pobirati te kamenčke svojega obpotja in jih preoblekli v pesmi in v rime? Ja, še najbolj me nagovorile so pesmi Ančke Salmič iz Leskovca. Ko sem prebirala njene pesmi, sem pomislila, kaj če tudi sama kaj začela pisati tako, za svojo dušo. In tako se je začelo. In smo danes tleko spali. Ponavadi je običajno vprašanje za avtorja, kdaj je začel pisati pesmi. Kolikor jaz poznam pisce, pravzaprav je to težko določiti. Tisti, ki ima pisanje v sebi, se niti ne zaveda nekega začetka, ki bi bil postavljen z datumom. Jaz mislim, da je to tako, da piše vsak od takrat, ko se je naučil črk, tisti, kateri ima pač to v sebi. Pa vendar, kako dolgo zveni pesem v človeku, preden jo v besedi, to je pa verjetno že bolj stvarno vprašanje. Gospa Marija, kako gre to pri vas? Ja, koliko časa vas muči ena tema? Ja, ko se enkrat, mislim, ko enkrat začutim nekaj, je tu kar poleg mal. Je naenkrat napisana ali jo počasi delate? Pol še kaj popravim, če kaj te ni všeč. Drugač pa. Ponavadi je tako, da vsak avtor ima svoje pesmi in so mu svete in Bog ne daj, da bi mu kdo kaj oporekal to ali pa to ni dobro, ne? Ne, sej. Kako se to vam dogaja? Ne, čist. Ste zelo občutljivi ali pa... Niti ne. Ker se nimam za neko pesnico ali pa ne vem kaj, ne. Je še bolj pametnih od mene.
No, ampak mislim, če pri kakšnem besedilu sicer zdaj še niste imeli kritike bodo zdaj, ko bojo prebrali zbirko. Glejte, ste v letih, ko marsikomu ni več mar niti za delo, kaj šele za tako delo, ki zahteva zbranost, jasnost uma in seveda ogromno besedne podlage. Mislim, da je bilo treba kar precej navdiha za to zbirko. Ja, če ni zbranosti, pa navdiha tudi pesmi ni. Tu imamo zdaj kar lepo število pesmic, no se jih bomo še nekaj slišali. Včasih je dovolj, da se človek ozre v nebo ali ven svet ali okrog sebe in se potem verzi napišejo. Včasih se skoraj sami napišejo. Ja, včasih že, ne pa vedno. Če ni navdiha, pa zbranosti ne gre. Na silu ne gre, ne? Tudi čas tak pride, ko poskušaš, pa enostavno ne gre. Tako je, pesmi se ne da prisilno spraviti na papir. Moraš biti pripravljen na to. Tako, takrat se tudi prave besede najdejo, ne? Bomo še prebrali 2 pesmice. Sprehod. Ko po gozdu se sprehajam, pod krošnjami dreves, prisluhnem šumu vetra, ki z listi se igra, ko svoj poseben ples ima. Med vejami dreves pa ptički se lovijo, prelepe pesmice žgolijo. A tam sredi gozdne jase, plaha srnica se pase, ko pa me uzre, v goščo tiho jo odsvre. Tam pod veliko skalo pa studenček žubori, se z oblaki poigrava in v dalj hiti. Počasi stopam skozi gozd in naravo občudujem. Utrne se mi misel tam, kako je lepa ta narava, ki nam jo Bog je dal. O, ko bi le današnji človek jo ohraniti znal. Pa še ena malo bolj igriva. Ko vrano jutro vstanem, motiko iz lope vzamem, na njivo se podam in glej, ptiči tam koncert imam. Se škarjanček prvi oglasi in veselo žvrgoli, dolijo ob potoku svoje pesmice drobi. In ob njem sinica, ljubka, mala ptica na možička se jezi, vsaj tako se meni zdi. Cicipe, cicipe, nisi si umil noge, cici fuj, fej in fuj, vsaj nogavice preoboj, res si pravi cici fuj. Zdaj tudi vrabček se pojavi in takole se predstavi. Čiv, 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 še vedno sem živ. Živ žal, tako je tudi prav. A na ono stran potoka drobna ptičica prijoka, na možička se huduje in takole ga sprašuje. Ti, falot, kje si pa bil, kje se si noči si mudil? Si morda pri drugi bil, da si do mene pot zgrešil? Nazadnje sraka se pojavi in s trdim sračjim glasom gnjavi. Srak, srak, sem ukradla rinček zlat, zdaj moral boš moj mož postati. Tam pod odstrešjem bližnje hiše si golobček prostor išče. Saj si našel je družico, lepo belo golobico. Zdaj že sonce je visoko, tudi ptički so utihnili in v svoja gnezda so se v sencu skrili.